Jaz bi skupaj z vami želela danes odgovoriti na tale 3 vprašanja. In sicer, kaj je vaš logotip, kaj je vaša vizitka in seveda ne nazadnje, kaj je vaša blagovna znamka. Zakaj sem se sploh odločila za to temo? Predvsem zaradi tega, ker sem se tudi sama kakšno leto nazaj soočala s tem, da naredim eno večjo spremembo v življenju. Zamenjam službo, se pravi, dam odpoved in grem nekam drugam. In to najverjetneje veste, da je taka kar pomembna in težka odločitev. In ko se mi je to takrat dogajalo, sem v bistvu ugotovila, da sem se prvič v resnici v življenju usedla in rekla, zdaj moram pa jaz razmisliti, kaj pa jaz želim početi, kam pa jaz želim priti čez 5-10 let. Takrat sem v bistvu prvič dojela, da tisto vprašanje, veste, kaj tako se nam zdi klišejsko, ko ga kadrovniki vprašajo, kje se vidite čez 5-10 let. Jaz ne vem, če kdo ima rad to vprašanje. Sem videla, da pa v bistvu izredno pomembno vprašanje. Kajti velikokrat se nam zgodi, da se vse zelo hitro odvija. Živimo namreč v dobi, kjer je prenasičenost z informacijami eno tako naravno stanje. Po nekih raziskavah dobimo do 5000 sporočil na dan. In kaj mislite, kaj je skupno tem sporočilom? Kakšna ideja? Ja, še kaj? Tudi? Ok, tudi. Pa še ne, kako? Ja, se pravi nam vedno vzamejo fokus. Poleg tega je pa še ena stvar zelo pomembna. Ta sporočila v bistvu so vedno čisto vsa povezana z drugimi cilji in z drugimi prioritetami. In če mi nimamo fokusa na naših ciljih in na naših prioritetah, kako bomo potem prišli tam, kamor želimo priti? In potem se nam zelo hitro zgodi kaj? Da živimo, da se nekako odzivamo na tisto, kar se nam dogaja, in potem se zbudimo čez 5, 10, mogoče 15, 20 let in nam tudi slučajno ni všeč, kje smo, kaj imamo, kaj smo postali. Zato je zelo pomembno, da bolj aktivno zavzamemo našo vlogo, da se zavedamo te prenasičenosti vsega in da damo res fokus nam. In da mi sami kreiramo našo poslovno ali pa zasebno pot. Ali se strinjate? Vse? Ok. Imamo drug mikrofon? Ok. Poskusna. Dela? Se slišimo? Ja, krasen. Mogoče bo malček lažje. Jaz se vam prevečujem za tele tehnične težave. Zdaj bom vedela drugič, da ne smem se tako obleči. Ok. Zdaj vas bom pa povabila, da mi obrnemo to danes vse majčkeno na glavo. In da razmislimo, kako pa mi lahko to, da iščemo službo, da hočemo boljšo službo, da hočemo, ne vem, večji avto in tako naprej, uporabimo sebi v prid. Ne zato, da se maltretiramo, da se dajemo v neke kletke, ampak da uporabimo za to, da se razvijamo in hkrati krepimo tudi našo vrednost, ne nazadnje, tudi na trgu delovne sile. In osebni marketing je mogoče lahko eno tako orodje, ki vam bo pri tem pomagal. In v ospredje postavlja prav vas. In osebni marketing ni samo promocija. A mogoče kdo ve, zakaj? Ne? Kakšna ideja? Ker osebni marketing je zmeraj mnenje drugih ljudi o tebi. Tudi. Pa tudi kaj? Mnenje vas o vas samih. Osebni marketing, ker čez to vi izražate in komunicirate sebe drugim. Tako lahko zamenjala. In osebni marketing je v bistvu vaše dobro ime. To, v kaj verjamete, to, kar je vaš namen, vaše poslanstvo,
vaša vizija in ne nazadnje tudi vaša podoba. In bistvo osebnega marketinga je v tem, da prepoznamo našo dodano vrednost. Kajti, ko mi prepoznamo našo dodano vrednost, potem jo znamo tudi zelo jasno komunicirati. Zdaj pa, kako se tega loti? Seveda, tako kot v marketingu ali pa v prodaji, vedno moramo najprej... Noben je rekel, da me ne slišite. Okay. Improvizacija je del marketinga. Okay, hvala. Se pravi, spoznajmo svoj produkt. Ne, to je tako zelo enostavno reči, ampak kaj pa zdaj to pomeni? Kako pa zdaj jaz sebe spoznam, da vem, kje so moje vrednosti, da vem, kje je moja dodana vrednost in da je znam potem to, se pravi, prezentirati tudi drugim. Tu naredimo tako, da se zavestno odločimo in začnemo spraševati sebe, kaj nam je pomembno manj, kaj nas navdušuje, v čem uživamo. Dokaj taka klasična vprašanja, ki pa si jih ne zastavljamo prav pogosto. Kajti kdo bo vedel, če vi ne veste, kaj je vaša vrednost? Kako bo, ne vem, boste lahko prepričali delodajalca, da lahko podjetje ali pa v tim ali pa v nek odnos prinesete neko dodano vrednost. In velikokrat mislimo, ne, da je identiteta tisto, kar je v bistvu vidno navzven, v resnici je pa prav to, tako kot ste prej lepo rekel, ne, naš odnos do samega sebe in odnos, ki ga imamo do drugih ljudi in drugi ljudje tudi do nas. Ok, zdaj pa kako se tega recimo čisto konkretno lotiti? Par napotkov. In sicer, več raziskovanja in opazovanja, manj sodbe. Se pravi, da mi začnemo sebe opazovati in da vidimo, kaj razmišljamo, kako se vedemo, kako se odločamo. Tako spoznavamo potem tudi sebe. Da smo bolj radovedni, tako kot otroci. Da sprašujemo, da prosimo pomoč. Ne, to nam je kar težko včasih prositi za pomoč. Ali pa za povratno informacijo. Kako pogosto prosite za povratno informacijo? A pogosto? Ja? Ja? To je dobro. Ne, ker povratna informacija nam lahko da en nov pogled v nas samih, ki ga mi mogoče ne moramo videti. Kaj sem potem tukaj še napisala? Aha, na novo odkrivajmo sebe. Mi smo zelo obremenjeni s tem po eni strani, da moramo sebe odkriti in je potem to definirano in to velja za vse večne čase. Pa ni res. Mi se ves čas na novo odkrivamo. Jaz verjamem, da imamo vsi eno tako bistvo pa poslanstvo znotraj sebe in potem plast za plastjo odkrivamo. In to lahko storimo kako ali pa kdaj. Kakšna ideja? Takrat, ko gremo ven iz cone udobja, recimo. Nekako ne bi bilo razmerje, da bi imeli 60:40, se pravi 60% nekih takih rutinskih stvari in 40% nekih takih, ki se jih lotevamo na novo. Zdaj pa, če vsak pri sebi malček pomisli, kolikokrat na dan naredimo nekaj popolnoma drugače, ne 40, ne? Procentov, se strinjate? Ampak preko tega mi na novo odkrivamo sebe, se učimo več o sebi, da vidimo, ne, kako reagiramo, kako se odzivamo, da vidimo, kaj nas vodi. In išči svoj zakaj. Jaz bi tukaj res apelirala na to, da poskušamo iti čim bolj v globino in da pustimo površino za sabo. Ker mi se zelo veliko ukvarjamo s površino, ne pa toliko zelo z globino. Pa vam bom povedala, kako recimo lahko to zgleda. A kdo išče od vas službo? Aha, evo, ok. Vi iščete službo. Saj sem hotela zdaj pisati, pa imam toliko roke zasedene, da to pa ne ušlo. Kaj mislite, da vam bo služba prinesla?
Denar, drži. Ok, denar. Kaj vam bo pa denar prinesel? Nove stroške. Ok, kaj pa novi stroški? Skrbi, kaj pa skrbi? Joj, rešitve, ok, zdaj sem se že ustrašila, kam to pelje. Kaj vam bodo pa rešitve prinesle? Ja, ok, pa smo že na začetku, se pravi več denarja, kako? Zadovoljstvo, rast, varnost. Pa bom vsem poskusila napisati, ker se mi zdi to tako zelo pomemben. Takole. Evo. Se pravi, mi smo imeli cilj, a ne? Ker to je pa tudi nagradno vprašanje v resnici. Cilj, da nekdo najde službo. In velikokrat, ko to vprašam, je prvi odgovor, kaj mi bo služba prinesla, seveda denar, da bom lahko plačal položnice in vse ostalo. Ne? In potem, če gremo v globino, tako kot sem prej rekla, da si boste lažje predstavljali, kaj sem s tem mislila, pridajo počasi ven nove stvari. Lahko je to avto ali pa skrbi in se potem gremo še kakšen krog. Ne? Ampak na koncu, tako kot ste rekla, zadovoljstvo, ne vem, sreča, mir in tako naprej. In zakaj je to pomembno? Ker če gremo mi v globino, eno je to, da pridemo do telih res pomembnih vrednot. In takrat potem mi iščemo službo iz te pozicije. In jo iščemo povsem drugače. Ker če mi iščemo službo iz te pozicije, to kadrovnik ve. To bo kadrovnik takoj vedel in si ne želi v resnici tazga zaposlenega. Pa je to popolnoma legitimna misel seveda in vsi gremo to na tak način v globino. Ampak je pomembno, da takrat, ko si postavite cilj, lahko je cilj karkoli drugega, se usedete in razmislite, zakaj. Ker ko boste prišli, ok, jaz se želim službo zaradi, ne vem, tega, da bom bil bolj miren, da bom bil bolj srečen, vas bo to popolnoma drugače motiviralo in popolnoma na drugačen način, z drugačno energijo boste službo iskali. Ali pa kakšen cilj drug dosegali. Poleg tega je pa tukaj še en catch, če tako rečem. Ko mi pridemo do tega, kar naenkrat začutimo, da smo mi čist ok, da ni z nami čist nič narobe. In to je pa zelo pomembno, kadar hočemo karkoli doseči in ne nazadnje tudi bistveno vpliva na našo kakovost življenja. A se strinjate? Ja. Zato, ker mi ves čas v bistvu tekmujemo in smo nenehno v kakšni poziciji. Enkrat se počutimo ful boljši od drugih, ne? Enkrat ful slabši. In se skozi primerjamo in zato, da se lahko primerjamo, potrebujemo druge ljudi, da se jim dokazujemo, da jih prepričujemo in tako naprej. Ko pa enkrat pridemo do teh stvari, pa začutimo, da smo mi čisto ok, da nikoli ne bomo vsega znali, da nikoli ne bomo čisto vsem ustregali, da nas nikoli vsi ne bodo sprejeli in da smo zaradi tega čisto ok. In ko se to zavedamo, tukaj pa ogromna svoboda in ogromna moč. In takrat, ko pridemo v stik s tem, so potem vsi naši cilji in vse, kar se naprej odvija, popolnoma drugače, z neko drugačno energijo. Recimo, to sem še pozabila povedati, ko sem obljubljala nagrado, ne? Jaz bi vas res pozvala, da to naredite za en vaš cilj. In ker vem, da ste tako zelo zagnani in da vas to zanima, dajte mi poslati to na mail. Spodaj je tule moj naslov.
Greste čez tole nalogo, tako kot smo zdaj skupaj naredili. Se pravi, če je vaš cilj, da si poiščete službo, ok, služba je moj cilj. Ali pa nov avto, ali pa karkoli. In potem greste, kaj mi bo to prineslo, tako kot piše tu. Ok, denar. Ok, kaj mi bo pa denar prinesel? Aha, avto. Ok, kaj mi bo pa avto prinesel? In poskusite iti bolj v globino, da vidite, kaj vam je v resnici res pomembno in zakaj si tisto stvar ali pa tisti cilj želite doseči. In vsi tisti, ki boste to storili in mi poslali, vam bo poslala en tak mini priročnik, kjer je vse to, o čemer danes govorimo, opisano bolj podrobno in še več takih praktičnih primerov, ki jih lahko sami zase naredite. A velja? Ja? Tole je moj mail, pa mi lahko napišete. Zdaj pa mogoče še en tak primer, ki se mi je pa včeraj zgodil z mojo 9 let staro hčerko. Po eni uri, ko mi je razlagala, kaj si ona želi od domačih živali, sva prišle od tega, da si želi psa, pa potem kameleona, do slona. In ko je rekla slona, sem se rekla, aha, ok, to pa je zanimivo. V redu, ampak zakaj bi ti hotela slona? Ja, zato, da bi ga lahko jahala. Aha, ok. Zakaj bi pa ti hotela jahati slona? Ja, zato, da bi šla z njim v šolo. Jaz sem rekla, ja, super. Ampak zakaj pa bi ti hotela iti z njim v šolo? Ja, da bi me vsi videli. Ja, ok, ampak zakaj pa hočeš, da te vsi vidijo? Ja, ker hočem biti popularna. Aha, zakaj pa hočeš biti popularna? Mami, ker vsi hočejo biti popularni. Pa jaz tako, a res? Aha, zakaj pa vsi hočejo biti popularni? Ja, ker potem imaš družbo pa prijatelje. Pa še bi lahko nadaljevala, ampak sem zaključila, ker bi me najbrž dobila, ker potem že začne spraševati, zakaj tako sprašujem. In to mi je pa že dala ene čist nov pogled na njenega slona. Ene čist nove informacije, se strinjate? Tako da ta vaja je res krasna. In jo velikokrat lahko uporabljate in vam bo res pomagala v bistvu spoznati tele stvari, ki so vam v bistvu res pomembne. Ker mi marsikaj počnemo, pa v bistvu sploh ne raziščamo, zakaj to počnemo. Pa je to res pomembno. Zato res še enkrat poudarjam, dajmo pustiti površino, pojmo v globino, pa se iz te pozicije pogovarjati, pa iti odnose. A prav? Ok, se pravi, še vedno smo pri prvi točki. In zares je naša edina naloga ta, da v bistvu ves čas se učimo biti to, kar v svojem bistvu zares smo. In to odkrivamo na tak način, da raziskujemo sebe, raziskujemo druge, smo predvsem zares vpleteni v to, kar počnemo. Rezultat? Tako enkrat bolje spoznamo sebe. Res dobimo večjo vero vase. In takrat, ko imamo večjo vero vase, potem ni noben cilj za nas pretežek. Avtentičnost. Se pravi, najdemo tisto eno tako specifično zadevo, s katero mi lahko doprinašamo drugim ljudem in sebi. In trg delovne sile in karkoli se gremo je zelo nasičen, z veliko znanja, z veliko informacij, ampak zelo malo res avtentičnosti. Ne? Tako. In ko poznate svojo dodano vrednost, greste z nekim drugim odnosom v vse tisto, kar se lotevate. Na razgovor, na sestanek. Ne nazadnje doma z otrokom ali pa z možem se drugače vedete, če razumete, kaj prinašate v ta odnos. Ni več tistega strahu, ki je ves čas prisoten. Ok, in seveda, jaz sem danes to razdelila tako na ene take 3 točke, da si mi to lažje predstavljamo, seveda se pa to vse med sabo zelo prepleta. Postavite si cilje. Se pravi, zdaj, ko ste ugotovili, da ste v bistvu vi čisto ok in da verjamete vase, si upate tudi postaviti cilje. Ne, ker če ne vemo, kaj želimo, kako bomo potem tja prišli. Jaz sem danes točno vedela, da si želim biti tukaj v 5. In tudi, če sem se ven zaklenila, smo kar najdeli način, da sem zares lahko sem prišla. Če ne drugače bi prišla pa v trenirki.
In da res si odgovorimo na tole vprašanje. Tako, zares se poglobimo in odgovorimo, kje želimo biti čez 5 let, kaj želimo takrat znati in ne nazadnje, kdo želimo takrat biti. Ker potem lahko vse, kar počnemo, vse, kar se odločamo, preverimo, a je to, kar bom zdaj naredil, ali pa to, kar se bom zdaj odločil, v skladu s tem, kar jaz hočem biti čez 5 let. To je kar pomembno, a drži. Kongruentnost, se pravi, če vemo, kakšna je naša vrednost, ali pa tisto, kar nam res pomeni, potem znamo iskati in službo in cilje si postavljati v skladu s tem. In potem zadeva veliko lažje steče. Ne, to je tako, kot če bi jaz tukaj sedela in bi bila čisto takole skrčena in ne bi vedela, joja, me boste vi zdaj požrali tule, a bom jaz to preživela. In potem bi mislila, da mi boste kaj verjeli. Težko, ne? Če pa jaz tukaj sem, recimo, dokaj samozavestna, zato ker sem vse to samo poskušala in vidim, kako dragoceno je, potem pa verjamem, da bom koga izmed vas motivirala, da tudi poskusite. Ali pa mogoče pri kakšni točki ste že vse poskusili, pa boste dobili en nov pogled. Ok, če si postavimo cilje, potem imamo tudi motivacijo. Seveda morajo biti cilji zares na prav način postavljeni. A ne? Ravno toliko, da nas majčkeno zaščimi, da niso preveč enostavni, da moramo iti malo ven iz cone udobja. In tako bomo napredovali in ostali ves čas v toku življenja. Kajti, če ne napredujemo, potem nekje obstanemo. Svet gre pa naprej. Zato rabimo res vsak dan narediti nekaj na novo. Pa če ne drugega, se pa ven zaklente. Evo. In tako čez cilje, čez to raziskovanje dobite spet nove informacije o sebi, ki jih lahko uporabite, da boste lahko naslednjič na drugačen način predstavljali sebe. Bolj zavestno, v skladu z vašimi cilji, s tistim, kar vi želite. No, in potem smo pri zadnji točki. A sem bila hitra? Ja. Se pravi, zavestno komunicirajte. Se pravi, ko vemo, kdo smo, ko prepoznamo našo dodano vrednost, ko vemo, kam želimo priti in ko vidimo, kaj nam mogoče manjka, kaj že imamo, znamo poiskati tiste stvari, ki nam manjkajo, se znamo povezati z drugimi ljudmi, potem znamo tudi ustrezno komunicirati. In pri osebnem marketingu ne gre za to, ali se ga bomo šli ali ne, ker se ga vedno gremo. Ampak se gre za to, ali bomo mi tisti, ki bomo določili, kako bomo šli, pa kaj bomo dosegali, ali ne bojo to določili drugi. In potem, ko gremo čez vse to, lahko zares zavestno komuniciramo. Tam, kjer se pojavimo, v takšni obliki, da gradimo na sebi, da prispevamo zase k svojim rezultatom, k tistemu, kar mi želimo. In jaz mislim, da na tak način lahko potem zares ustvarjate neke bolj kvalitetne odnose in ne nazadnje bolj kvalitetne tudi poslovne izkušnje in bogatite življenje svoje in pa seveda tudi drugih vpletenih. In na tak način se boste diferencirali od vseh ostalih, tako kot sem prej rekla, če kaj nam manjka avtentičnosti. Se pravi tega, da smo res, da se zavedamo, da smo čisto vsak posameznik je drugačen, čisto vsak posameznik je ok. Zdaj, kdaj boste pa ali pa bomo do tistega prišli, da bomo to res začutili, pa znali tudi naven pokazati, je pa pač stvar tega, kako hitro želimo do tja priti. In za zaključek sem vam obljubila še odgovore na ta vprašanja. Vaš nasmeh je vaš logotip. Vaša osebnost je vaša poslovna vizitka. In tis, ki ga pustite na sogovorniku, je vaša blagovna znamka.
Hvala lepa.